Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal v naravo, danes se pa z Iztokom potepava po Posočju. Že prvi pogled na Bavški Grintovec. Malo gobe, če bo še malo držja. Tole je sračje gnezdo prav. Iztok. Drugače Iztok tudi jager. Zato ve takele insajderske. Načrt za danes. Štartala sva na vasi za skalo oziroma malo pod njo. Ne vem, ko se že tole izhodišče imenuje, ampak bo v opisu videa. Greva do planine za skalo, v Travniško dolino, pol pa po Travniški dolini bo obdelala te vrhove desno na dolino, čelo, ko je tale Zabajto, vrh, ne, ni vrh, ampak v glavnem skok Zabajto, nekaj tazga. Pol pa je plan tam po brez poti ali pa nemarkerni poti iti na Velika Vratca, pa v krožni poti nazaj do planine za skalo. Mislim, da bo tole ena top tur letošnjega poletja. Penjava se drugače po eni krasni mulatjeri. Vedno lepši razgledi. Vzpenjanje po mulatjeri je prav prijetno. Se daš v en tempo in greš skozi isto gor. Drugače pa z Iztokom malo padla v debato in mogoče bo malo manj vzpon posnel, kot ga sicer. Ti ne znamo pisati, ampak vsak je čisto. Konj zaenkrat. Počas prihajava proti planini. Zdaj bo počas prišla do razpotja, ker bo začela najino krožno turo. Zdaj sem prišla do prvega razpotja, tlele potka gor. Sicer gor je še eno razpotje s tablo, čez ene par 10 metrov. Evo, zdaj sva tukaj na razpotju, tle bo šla pol desno, greva pa še planino pogledati pa razgled na Bavški Grintovec. Kaj pa to, ne? Tole dole je Kaninsko pogorje, tole Bavški Grintovec, zadaj Sejalov cvit. Midva greva pa sem gor v Travniško dolino. Telih rožic bomo v Travniški dolini še ful videli. Tale odcep je malo težje viden, ampak zdaj greva pa na nemarkirane poti. Skupaj z dober pa tudi traja nekaj cajta. Edini tak malo bolj, rečemo temu, zahteven del v tem pred Travniško dolino. Bova pa tukaj zdajle
malo delala proti revmi, bo šla malo čez koprive. Evo, jaz sem taktično isto, kot poslal naprej, da on pobere unete bolj sladke koprive in bo ostalo pol dobo. Tole zdaj gledamo nekje v smeri, oziroma bolj levo je Krnsko jezero. Tukaj dol pa potem proti izhodišču, pa to, kar smo že videli. Isto, kar sem vam sam kažem, nisem ga pa še pokazal. Po dolgem cajtu spet. Ja, dela pa kakšen let ali kva, še več. Lani je bila rehabilitacija. S kolenom imam malo situacije, ampak se je vrnil še močnejši. Je kot vino, vsak let boljši je. Tako da, tale pa res uživava tlele. Pridite to pogledati. Tukaj čez travnik si treba malo loviti, ker te lepotke takole spomlad toliko zaraščene rata, da jih je težko slediti, ampak tako v bistvu poševno, nekje na 45 stopinj gor se spenjamo, ali pa 30 stopinj. Zdaj pa prihajava v raj. V več videih sem že povedal, da to je meni najlepši del Julice, oziroma nasploh Slovenije verjetno. In tukajle, eni bo sicer rekli, ne reklamo delati, ko preveč ljudi, ampak treba povedati. Ampak tudi vem, da prav veliko vas ne bo šlo semle, ker so brez potja, pa tako. Pa tudi kače veliko pa. Danes pa testiram od Pro Alpine bosonoge čevlčke. Vidite, da imam pa hlajenje naštimano. Glede na to, da gre po senčni strani gor, je itak še ful vlažen vse. In po travhu dva in oba že mokri čevlje. Zdaj se pa na sončka prišla. Ampak isto kot gotovo, da so že Jurija Višinco naredila. Tako da sem še ene 700, ima nekaj tazga. Ali pa še malo manj. Mislim, da okoli Jurija 500 bo danes, ali Jurija 600. Tole pa je Zgubljena v raju. Zdaj gre kar malo po brezpotju. Pot sva zgubila, pa gre za nosom naprej. Malo se je treba tudi ustaviti, pa uživati v tej lepoti, miru. No, zdaj smo pa tudi že dosti visoki, da se Krn vidi. Tole in direkt tudi v tisti smeri Krna je tudi Krnsko jezero. Evo, niso še čisto razcvetene planike. Kakšna skala, ne? Tam se začne pod dolino hoditi. Tako nekako, ja. Zdaj bi mogla biti tam noter v dolini, ampak je isto rekel, da hoče imeti še malo več Višincev, pa so šla tlele gor. Tole so še ta zadnji macesni, pa sem še trava. Koliko je enih rožic tlej. Sem pa kaj se pa tudi kakšnega možice vidi. Malo sem šla predaleč po dolini gor. Tako da tukaj letek ne morava gor. Gremo malo nazaj po Kolovinka, potem je pa ena grapa gor. Še en pogled po travniku, pa šla pa za ovink. Kva se Krn vidi, opa. Zdaj sva tle po enih takih travnatih policah malo prečla, zdaj bo pa tlele levo not zavila. Je pa med drugim tle tudi kar precej svizcev. Sicer videla nisva nobenega, ampak slišala sva pa že dva. Malo spet malo pavzice, za razglede, pa malo za dodajanje sladkorjev. Tukajle
Sva se pa zmenila, gre tle na malo desno, pa levo, zgleda taki lepi prehodi. Malo po melišču, ampak se spet na travi. Takole malo naprej. Tukaj se zdaj malo prehode išče. Je tudi to, tukaj morate biti malo izkušeni, kar se tiče brezpotja, ne. Sva se tudi z Iztokom pogovarjala, njemu je zelo nelagodno tle, sploh pa če je bil sam, ne. Mislim, zdajle mu ni, ampak če je bil sam, bi pa verjetno skozi na aplikacijo gledal, ki je pot zarisana. Tole čez je pa Jalovec, levo od njega je Mangart, pa še bolj levo. Bom pa malo višji videl, kaj je, če bom prepoznal. Ko pa prideš čez poličke gor, se pa nov svet odpre. Z nama zdajle ni še nekaj vroče, ampak če bi pa bilo, bi se šla pa lahko še malo ohladiti. Ja, tle so pa zdaj malo gamse zmotila pri počitku. Tlele gor direkt itek ne bomo gledali, tako da bo verjetno pogledala tamle desno, en tak žleb noter, mogoče po tismu. Mislim, da gre pa pot, da gre pa tlele po levi strani. Obide ta vrh, pa pol iz druge strani gor prideš. No, tole dol imamo pa dolino Triglavskih jezer. Tičarce desno, zdajle pol je Kopica, Zelnarce, zadaj so, lega, debeluha tlele spodaj. Tale svizec. Ja, pa svizec, lega tle spodaj svizec. Ja, čisto vrtec sem imel, tam so bili, na skalah so sedeli, oziroma ležali v senci. Zadaj so pa vršaki, kmalu bo pa tudi že Triglav videla. Tukajle bo pa res, ja, prav tepihi planik bo čez kakšen teden, ko se bo tole res razcvetelo. Kakšne lepe so. Prav navdušen sem, koliko rožice tle je. Eto. Pa planike naprej. Tukaj imamo pa spet malo poplezavanja. Pa so pa bomo že na vrhu. Rdeča Murka. Pa še ena. Pa so na vrhu, ampak mora pogledati na kermo. Meni se zdi, da je čelo. Da pa videla, kako naprej. Tole nasproti travnik, Plaski Vogu. Tako kot sem že rekel, tisti so vršaki, Zelnarce, dolina Triglavskih jezer, Iztok. Tukaj naravno zdaj je Bohinj, smučišče Vogu. Pol tam imamo, tole bo Tolminski kuk ta visok, pa pol levo je, mislim, da Zeleni vrh, pa pol Podrta gora, pa vrh Škrbine, pa tako naprej. Tale mislim, da je vrh Zabajt ali nekaj takega. Pa smo pa na Krnskem pogorju in Krnu. Obec se lepo vidi. Pa na Kaninsko pogorje. Zadaj je montaž, malo v oblakih. Evo, Bavški Grintovec, potem Jalovec, Mangart, pa greben Mojstrovk. Tukaj zadaj se pol Prisojnik se malo vidi, pa po mojem, da Razor tam, ne. Tako bi mogli biti. Čevljičke dol, da se malo posušijo. Tudi povem, da mi prav paše ta hladnoča v noge. Na dolini vročinski val, lepo milina.
No in selfie z vrha. Kva smo bile, dobre pol urice so bila. Sigurno. Tele se dol spustiva, pa napadeva čelo. Dele ta pa ne vem, kva je že za en vrh. Ampak boste v opisu videa vse videli. Tako da, dele prvi plan je čelo, pa bo videla, če gor prideva, če ne bo pa plan B, plan C. Od tukaj izgleda strašno. Ampak, ko bo zraven prišel, ne bo tako strašno. Najprej treba pa dol priti. Za gor sva rekla, da pri temule možicu se mora pa spomniti, da je treba iti desno dol. Ne boš pa snemo. Ne, saj nam vsega snemo, samo da pokažem, da je tle zelo zahtevno. Koliko fantastične rožice so tle. Pa koliko jih je. Palce pospraviti. Da se bo počasi že Triglav videl. Videla sva že skoraj na vrh. Evo ga, tudi Triglav. Kva pa to, Dobrodošli na čelu. Prej so mislila, da je čelo višje, ampak zdaj vidiva, da je bilo samo tamle malo višje. Koliko se pa razor tamle vmes vidi. Razgledi so pa danes fantastični, ful dobro. Ja, zdajle se tudi tamle montaž res impresiven. Tole, zdajle samo, da se malo še kamerica obrne. Tole je pa Kal, tale ravna tamle. Najnižji 2000 v ulici, 2001 meter. To je to. Glede na to, da sva praktično glih kar imela eno malo daljšo pavzo, bo midva kar nadaljevala. Prav lep teren je tle za hoditi. A veste, kva je tole? Ja, žica, ampak čemu je služila? Tole pogled nazaj, sva pa med drugim tudi Travniško dolino zapustila. In se pomikava počas proti velikim vratcem. To je najbrž kakšna geodetska točka. So pa to sledi Rapalske meje, se pravi, če zdaj gledamo proti Triglavu, levo je bila kraljevina Italija, se pravi okupirana slovenska zemlja, desno je bila kraljevina Jugoslavija, oziroma, če po domač povem, na desno je Bohinj, na levo je Bovc. Zdaj pa tlele naprej so borovci, čez to pa ne želiva hoditi, tako da se spet malo pogledala, kje ne bi šla pot, tako da tukaj dole z grebena zavijeva, pa se pol spodaj nekje prebijeva po telih platah v teli smeri pa na en cilj, tam so velika vrata spodaj ali vratca. Tukaj je pa zelo dober pomožican. Treba še eno panoramo. Tale naravno zdaj že malo levo je pa veliko špiče. Tukaj pa prihaja res tak ekstremno kraški svet. Kakšen prelom je tle. No pa take platoje, ki bi en odrezal. Zdaj se pa treba merkati sam, da se kam v rušuje not ne zaplezava. Ampak to, kot sem rekel že prej, tukaj je res veliko možicev in kar se jim da zelo lepo slediti. Kakšen nedotaknjen divji svet.
Deva pa že zelo malo na markirani poti. Zdaj se pa ura bliža 12. Se pa počas čuti moč sonca in vročine. Tukaj pa ne smeš noter pasti, ker ne vem, kako ven prideš. Midva sva na markirani poti in tle zdaj mislim, da tukaj čisto malo višji, da so tale velika vratca, se pravi prehod med Bovcem pa Bohinjem. In po tleh markacije oziroma označbe. Zdaj sva šla malo po senčko, tako da tukaj bo zaslužena pauza. Zdaj sem malo zloberil po Iztoku, bo še en dodaten krog na Kal naredila, glede na to, da je ura šele 12. Midva so pa še čisto sveža, polna energija, ne. Tako da si pa res mala korita Soče res zaslužila. Še en ostank Rapalske meje, zdaj pa tlele spet zapustijo markirano pot, pa mislim, ne vem, a je markirana ali ne, tole proti Kalu. V glavnem spet slediva Možice. Kakšen neverjeten svet je tlele. V glavnem ni tlele markirane poti, ampak sam Možici. Tukaj mi pa ne sme kamera z rok past, ker drugače je nam z teh lukenj ven dolgo. Tole pa kar divje. Kakšen plato, Kakšne oblike, kakšni, kva je razjetkan. Tole je zdaj najin cilj, Kal. Tole pa, evo, že kar malo oblakih, pred njim je pa Velika Baba. Kaj se teren hitro spremeni, 5 minut nazaj ali pa 10 so bila na čistih skalah, zdaj pa že borovci pa trava. Je pa Kal ni več daleč. Takole, ko pa nazaj pogledaš, veš, da so že kar nekaj danes prehodila. Malo sva spet za skalo poprijela, ampak nič zelo resnega. Praktično zdaj ves čas hodiva po Rapalski meji. Zdaj se pa ful lepo na prehodavce vidi. Če bi imela kakšen daljnogled, bi tudi koč na prehodavcih mogoče videla. Triglav. Tam na zadnji mislim, da je Debeli vrh. Čiste hodove. Kako se oblaki kopičijo za bohinjsko-tolminskim grebenom. Tale Kal je pa tudi eden od zelo redkih vrhov, ker sem bil pozimi večkrat kot poleti. Mislim, da poleti sem bil samo enkrat, če se ne motim, z Lukatom, pa nisem 100%, pozimi sem bil pa sigurno že 4-krat. Dobrodošli na Kalu. Zdajle pogled bolj proti Bovškemu delu, pa še proti Bohinju pogled. Tlele nekje na Krnu smo zaključili, ker se ga ne vidi več. Ja, pol tata prva tle je Velika Baba, pa Lanževica, tole Bogatin, Mahavšček, takole čez je tudi Bogatinsko sedlo. Pa potem imamo Tolminski kuk, sem že rekel, pol Podrta gora. Tukaj spod je dom na Komni, se ful lepo vidi. Tamle je Rudica, mislim, da prav kažem. Pa dol proti Bohinju, spodnja Bohinjska dolina. Jezera glih, da se ne vidi. No, pa smo spet na dolini Triglavskih jezer.
Selfie z vrha proti Bohinju, tako da pozdravljam vse Bohinjce. Še ta zadnji 2000-ak, zdaj pa dol nazaj tlele na sedlo, pa v bistvu okol, pa kaj v bistvu v smeri Krna, pa se pa eni od Molater priključiva in pičeva v mala korita Soča. Še kaj povedam? Nič ni za dodati. Navdušen je ostal brez besed. Bojo posnetki vse povedali. Ja. Zdaj sva na sedlu, zdaj pa v bistvu obkrožva tale kal, pa prideva na drugo stran na greben. Je pa kar težko verjeti, koliko blizu je Komna, tako iz Bovca štartaš, oziroma s Trente, pa si že v Bohinju tik-tak. Prav zanimivo je tako malo v mislih primerjati tole pot, ki imam v glavu, je od zime, pa je zdaj polet. Kaj lepo je. Zdaj pa malo pogledava, ampak ideja, da kar po grebenu. V bistvu ne greva po grebenu, ker je tlele pot, sicer je ne vidva, ampak greva sam dol in zelo kmalu bo prišla na markirano pot. Ko je Iztok našel. Človeka nisva srečala, sva pa najdla 1 uro. Ja, ampak ni ona, ki navigira, ampak mogoče pa kaže čas. Še. Čist hud pogled. Tole pa ostanek zidu od Molatere, 100%. Sigurno so tlele Italijani kaj gor delali. A ni to nekaj najlepšega, ko prideš takole med Maces, ne? To so pa verjetno iztrebki jelenjadi. Tukaj je ruka. Toliko stari. Tole ruka ka norcele drugače. Zdaj se pa že malo čuti vročina. Tako da bova kar vesela, da bo kmalu v gozdu. Isto ko tale jagerska žilca, ne dam miru, gre do kala tlele pogledati, kakšne so stopinje. Jelenčki so tlele. Tudi lanskrat, ko sva z Andražom prečla greben Velikega Špiča, pa Travniško dolino, je tlele en orank rukov. Sva na markirani poti, tle, če bi šla z vrat dol, bi tle prišla, tako sva pa tukaj in gre naprej dol. To ne vem, 1000 evrov zavarovanja, razumeš, ne? Dela bo tudi že kmalu na razpotju, kjer se nama bo z leve priključila pot z Lepe Komne. Napovedano razpotje. Evo, mava, še ne 2 urce ima do dol. Tole so pa drugače časovnice. Ja, itak vedno nižji bo, vedno bolj bo tale sparina. Tle, evo, tukaj je pa ta zgornjo razpotje. En krog je sklenjen in zdaj ima sam še do avta. Kakšne ogromne skale so sred hoste. Tlele še ena hitra pavzica,
pol pa porineva do avta. Prej sva se pogovarjala, je bila tle Rapalska meja, tale Mulater ali prva stanovanja. In po mojem, ker je tle betoniran, da je to iz časa Rapalske meje. Ker kolikor sem opozval te Mulatere, te iz prve stanovanja, so v bistvu vse, je sam suha gradnja, pol pa prav Italijani po prvi vojni so uporabljali pa že beton. Tole je pa sigurno Mulatera, ki ima največ serpentin, po mojem, da v cele Slovenije. Ima zelo ozek hodnik, je lepo ohranjena, ampak skozi je levo desno. Pa dolga je ful. Mimo sračjega gnezda. Še malo pogled navzgor. Tale most sva pa nestrpno čakala. Iztok je že pri avtu, jaz moram pa še do njega. To sem zdaj kume čakal. Sprememba plana. Ne bova šla v Mala korita Soče, ker verjetno je tam parkirišče zaseden. Bova šla pa tlele v en pritok Soče v korita, oziroma začetek korita. Še boljše. A se vidi, ali se ne vidi. Točno 18 km so prehodila. Zdaj so pa že kot turista v Bovcu. V civilnih oblekah. Ja. Ti povedal, kot je bilo? Pa meni je bilo super. Najbolj bi poudaril mogoče to, da nisva cel dan srečala enega človeka. Ja, to pa res. Bila sva na 4-2 tisočakih, pokrajina je neverjetna. Res je lepo. Noro. Drugače sva pa v kafiču Svinak, tele v tele smo ga ne čaka srečali. Drugač, kako bi zahtevnost rekel? Dobro, kondicijsko nekaj je, ne? Višinco je bilo iz 2318 km, tako da nekaj sva prehodila, ne? Pa tudi dosti je bilo gor pa dol, ne? Za vsako špico se treba spustiti pa spet dvigati. Reče ima pa bistveno hladneje, kot je dol v dolini, ne? Sred vročinskega vala, tako da ni bilo nič vroče gor, je bilo fajn. Prav res, ful so imela dober. Tudi dober je, da štartala so ob 6:30, ne? Tako da je bila glih, pa z najnim tempom je bilo, so glih lepo skozi prišlo, da tista najbolj vroč del dneva, da niso bila gor nekaj izpostavljena. Plus to orientacijsko je malo situacija, če niste vešči teh brezpoti pa tega, mogoče ni to najbolj primerna tura za vas. Jaz se recimo sam ne bi spravil na tako turo, definitivno, ne. Tehnično pa tudi mali, če najdeš ta prave prehode, pol ni prehudo. Malo je za poplezati. Ni pa tudi čisto enostavno. Drugače pa, če pa je to za vas, je pa to ena najboljših stvari, kar ne. Na taki turi še nisem bil tukaj v Sloveniji, moram priznati. Tako da, res vrhunsko, jaz sem tudi ful užival. Kar nekaj cajta sem si že želel, tale grebenček pa tudi kaj proti Kalu, čez tisto plato odrezano, res je noro.
Tudi razgledi, ne, vidiš ful. na 360, na vse strani je res noro. Pa nikjer nobenega naselja ali pa karkoli, tako čist sama divjina, res noro. Imaš še kaj? Za skopati je bilo super, ful dobro. Sprav zresetirala so se. Češnca na tortico. Ja, pa čevlje, ki jih probam od Pro Alpa, sem jih danes prvič sprobal, sicer bosonogi čevlji, ful so dobri, sicer bom dobil malo drugačne, ker te imajo samo zelo kratke vezalke in mogoče ne primejo noge toliko dobro, kot bi se želel, ko imam zelo ozko nogo, tako da bomo še to malo spremenili, oziroma bo oni malo spremenili, da mi bo malo bolj šparjel, ampak ful dobro, res sem navdušen. Glede na to, da sem jih imel zdaj drugič obute, pa taka tura, noga je super, tako da ti si pa tudi zadovoljen s Pergija, ne? To je to, ne, klan, lepo isto, da si bil Ja, pa da sva se spet na koleno dela in da lahko še greva. To je to, ja. Da, mi se pa kmalu vidimo, vi pejte v naravo, uživajte, radi se imejte, idite, koga objemte, pa... Pejte v naravo. Ja, to je to. Pa se kmalu vidimo, ne. Ajde, čau.